Jaz si predstavljate, da imamo Ferrarija, za gorivo pa damo nafto zmešano z vodo. Kam bi prišli s takim Ferrarijem? In podobno je tle, če bomo mi dali zelo slabe podatke, pa bomo lahko najboljše modele na svetu, ne bomo prišli daleč. Ampak ko pogledamo, koliko človek porabi energije, koliko pa ta veliki jezikovni model porabi energije za reševanje tega, je pa razlika enormna. Ker smo na tej tematiki, a tudi že v Sloveniji kaj, vem, da neke obveznice smo že tudi mi na blockchain zapisovali kak let pa pol nazaj, a kaj v bančništvu že razmišljate o tej tehnologiji ali jo izkoriščate mogoče? V bistvu razmišljamo tako da bi pa zelo intenzivno jo izkoriščali še ne, ampak razmišlja pa se, ker v bistvu tehnologija ima potencial, seveda je pa tukaj vedno vprašanje prioritetne. Programerji so dolga leta veljali za kader, ki ga je težko dobiti na trgu in pričakuje visoke plače. Danes je prišla umetna inteligenca, ki lahko skoraj tako dobro kot neki zelo izkušeni računalniški inženirji piše programe. Da bomo mi danes rekli, da ne potrebujemo več IT strokovnjakov, je daleč od resnice. Stvar je samo v tem, da se bo njihov fokus, pa način dela, pa naloge, ki jih bodo delali, spremenil. Te vidiš, že danes se lahko s ChatGPT-jem pogovarjate, ni potrebe več, da tipkate. In tudi v prihodnje bo vedno bolj ta šla interakcija med banko in stranko nadaljavo, se pravi preko elektronske banke oziroma mobilne banke, da boste vi govorili, ne boste več tipka, kaj ne naredili. Težko si pa danes predstavljam, saj jaz, da bi sedel na letalo, ki ga ne bi človek nadziral, pa umetna inteligenca. Verjetno ne bi šel jaz na tako letalo. To, kar boste slišali v današnjem podcastu, je namenjeno zgolj informiranju in ne predstavlja finančnega nasveta ali pa nasveta o kriptosredstvih. Več o tem si lahko preberete v opisu podcasta. Pozdravljeni v novi epizodi Inkrementum podcasta. Moje ime je Nace Ajtnik in danes v studiu gostim dr. Franca Bračuna, pomočnika uprave pri Novi Ljubljanski banki, pristojnega za področje podatkov in umetne inteligence. Pogovarjala se bova o tem, kako podatki in umetna inteligenca že danes spreminjajo bančništvo in finančne sisteme, kakšno vlogo imajo pri preprečevanju prevar, upravljanju tveganj in zaupanju v finančni sistem, ter ali lahko tehnologije, kot je blockchain, v prihodnosti pomagajo zagotoviti bolj verodostojne podatke za umetno inteligenco. Pak mene tudi ta distinkcija, te LLM-i, pa kakšen generativen AI, AGI, če bo, to vam zdi, da je povezan, da je to ista zadeva? V bistvu težko reči. Trenutna tehnologija, na kateri temeljijo veliki jezikovni modeli, ni takšna, da bi omogočala to splošno umetno inteligenco, AGI. V bistvu, ker AGI je res tisti ultimativni cilj. Ki je pa vprašanje, kdaj ga bomo dosegli. Eni pravijo v 5 letih, nekateri v 10, nekateri v 50, tako da ni enega konsenza, kdaj bo to. Kaj se pa vam zdi? Kdaj? Po mojem ni realno prej kot 10-15 let, težko verjamem. Pa še to je tako, rekel. Že res, da ta tehnologija bo veliko prinesla, sen pa ta ultimativni cilj zaenkrat še ni dosegljiv, ker v temelju, fundamentu, na čemer temelji danes umetna inteligenca, tega ne omogoča današnja tehnologija. Če bojo mogli tehnologijo oziroma modele, pristope, drugačen najti, drugačen način učenja bo verjetno tudi treba, ker danes način učenja, na katerem danes ta tehnologija temelji, je bistveno drugačen, kot pa se mi ljudje učimo. In en temeljnih problemov današnje tehnologije je, če bi temu rekel, energijska neučinkovitost. Če primerjamo človeka, pa velike jezikovne modele. Recimo, zdaj je tako zelo popularno modeli, ki prihajajo pa rešujejo probleme, matematične probleme iz olimpijad. In seveda, ti veliki jezikovni modeli so že prišli do te stopnje, da to zelo učinkovito rešujejo. Ljudje večinoma ne, ampak tisti, ki so najboljši, pa da. Ampak ko pogledamo, koliko človek porabi energije, koliko pa ta veliki jezikovni model porabi energije, za reševanje tega je pa razlika enormna. In današnja tehnologija enostavno, že z tega vidika, koliko energije potrebuje, je nevzdržna, da bi lahko opravila vse tisto, kar si predstavljam, da bi bili ti splošni sistemi umetne inteligence sposobni delati. Ker to zdaj res Nvidia postavljajo te gromozanske centre, ki je tam neskončne količine energije, pa tega
računalniške moči, ne, tega kompjuta. In kljub temu se vam zdi, da to ne vodi. Zdaj sem poslušal, da Elon Musk bo pa v vesolju postavil, ne, te centre, kjer bo, ne, temperatura nizka, manjša izguba energije in to, a je to neka realna smer. Ta strošek hlajenja računalniških sistemov bo v bistvu znižal. Ne? Verjetno zato. Ja, danes, če gledamo za to, da delujejo ti veliki jezikovni modeli, potrebujemo že cele tovarne. In to so res tovarne takšnih dimenzij, da si mi težko predstavljamo. Ne? In v bistvu že vedno bolj ugotavljajo, ne, da samo s tem, da bojo povečevali računsko moč, ne bodo dosegli tistega, kar so si predstavljali. Smo v bistvu, tako kot pri vsaki tehnologiji, ne, nekako v obliki S-krivulje. Na začetku gre zelo eksponentno koristi, pa se pa začnejo to malo uravnavati, ne, pa izravnavati. In potem potrebujejo nov preskok na novo krivuljo. Ne. In ta nov preskok na novo krivuljo, to je tisto, kar zdaj večinoma tisti, ki so res globoko spoznali na to tehnologijo, ocenjujejo, da bo potrebno, da bomo prišli do še bolj zmogljivih sistemov. Ne. Okay, zanimivo, ker zdaj trenutno se zdi, da tudi ekonomija praktično sloni na tem razvoju AI-ja. Ne. Vsi nekako drvijo neomejene količine denarja, nekako namenjajo temu. Ne. Teh Magnificent 7, ne, glavnih čudovitih veličastnih 7 podjetij v Ameriki, in tudi konec koncev na Kitajskem, ne, vsi take količine denarja v to pumpajo, no, da se zdi, da res, da sam te indekse so vleče gor samo še razvoj AI-ja. Se pravi, kaj se vam zdi, da ni na koncu tega tunela neka rešitev, ki bo upravičila to zapravljanje? Ne, slej ko prej se bojo investicije upravičile. Izziv, ki ga jaz vidim, je pa to, da samo tehnologija AI ni dovolj. Ne. Danes, ko gledamo, večinoma poslušamo o AI tehnologiji, o modelih, v tem napredku. Ne. Če pa gledamo, kaj vse je potrebno, da se ta tehnologija učinkovito vpelje v neko podjetje in da daje potem neke koristi ven, ne, neko dodano vrednost, je pa ta AI manjši del. Nekako ta AI ocenjuje se, konzultantske velike firme ocenjujejo, da AI sam po sebi pomeni 10% vsega, kar je potrebno, da mi dobimo te poslovne učinke. Ne. 20% je v bistvu nekako investicij fokusa potrebnega v informacijske sisteme, ki jih imamo, da jih pripravimo, da znajo s to novo tehnologijo komunicirati, sodelovati. 70% so pa procesi pa ljudje. In danes, če gledamo, kaj se dogaja, ne, dogaja se to, da se vsi fokusiramo v 10%, 90% pa zelo malo ljudi se ukvarja s tem, ne, ampak 90% je treba oddelati, da bo tudi tistih 10% nekaj dalo pa, ne, in tle je ta izziv. Ne. Zanimivo razmišljanje, ne, ker vedno poslušaš, ne, da zdaj bo pa ta AI tehnologija prišla in nekako nadomestila vse fizične delavce, ne, sploh potem vse, ki delamo kaj na računalniku, te smo itak že odpisani, ne. Tako da zelo zanimivo razmišljanje. Ma jaz to ne verjamem. Ne verjamete? Mislim, lahko dam en zelo konkreten primer. Naprimer, pogledamo programerje. Programerji so dolga leta veljali za kader, ki ga je težko dobiti na trgu in pričakuje visoke plače. Danes je prišla umetna inteligenca, ki lahko skoraj tako dobro kot neki zelo izkušeni računalniški inženirji piše programe. Ampak kupljemo, ne, da bomo mi danes rekli, da ne potrebujemo več IT strokovnjakov, je daleč od resnice. Ne. Stvar je samo v tem, da se bo njihov fokus, pa način dela, pa naloge, ki jih bodo delali, spremenil. Ne. Ker danes, če gledamo, kaj delajo večinoma, delajo to, da kodirajo. In to bo lahko umetna inteligenca, ker kodiranje samo po sebi je kar težaško delo. No, v prihodnje bojo pa vedno bolj arhitekti, tisti, ki bodo dizajnirali sisteme, ki bodo znali tej umetni inteligenci povedati, kaj naj sprogramira, kako naj sprogramira. Ne. Tisto rutinsko programiranje bo pa še umetna inteligenca naredila. In to se dogaja pri večini poklicev danes, ne, ko govorijo, bo umetna inteligenca nadomestila ta in ta poklic. Vedno je vprašanje, v bistvu, kako bomo mi umetno inteligenco pa človeka povezali, da bo ta sodelovala. Ne. In teh situacij je mnogo. Ne. Naprimer, imamo situacije, so delovna mesta, kjer bo imela umetna inteligenca lahko velik vpliv, zato ker bo lahko večino nalog opravila. Kljub temu bo pa na koncu verjetno še vedno človek tisti, ki bo končno presojo dal,
Tako. ki se bo tudi na koncu odločal. Mhm. In tukaj bomo našli nek konsens, na kakšen način bomo mi na takih delovnih mestih, na tovrstnih delovnih mestih uporabljali umetno inteligenco. Naprimer, tipični poklici so recimo poklici, kjer se inženirski poklici, naprimer načrtovanje raznih projektov ali pa, ko sem že rekel, ta računalniški poklic, mislim programerski poklic. Umetno inteligenco bomo uporabljali, da bo tisto težaško delo naredila, mi bomo pa se ukvarjali z dizajnom, razmišljanjem in tako naprej. Potem bodo poklici, kjer umetna inteligenca bo lahko večino nalog opravila, pripravila osnutke, mi bomo samo na koncu pogledali, aha, to je v redu, potrdim, gre naprej. Potem bojo pa še vedno poklici, kjer bo pa pretežno še en gro temeljijo na človeku. To so tipični poklici, kjer je potrebna zelo intenzivna interakcija med ljudmi, velika stopnja empatije. Tako je. In če pogledamo danes, najbolj taki poklici, ki morajo imeti, ki imajo veliko empatije, so naprimer medicinske sestre. Tukaj umetna inteligenca bo zelo težko nadomestila to vrstne. Boš kar slabe volje, če bo prišla ena. Ja, jaz ne vem, kako bi se vi počutili, če bi vam prišel nek tak robot, pa vas začel spraševati. Zadnjič sem bil tudi na enem razgovoru, pa so dali primerjavo s samovozeči avtomobili in tako, in koliki meri bo umetna inteligenca sposobna avtonomno prevzemati določena opravila. In sem rekel, tista, ki niso tvegana. Nikako si pa ne predstavljam, da v tem trenutku, na tej stopnji razvoja, da bo umetna inteligenca popolnoma avtonomna v tistih situacijah, kjer so lahko posledice zelo visoke. In tipičen primer je samovozeči avtomobili, še do neke mere neko stopnjo avtonomije damo. Se pravi, da je čisto brez vsakršne kontrole človeka umetna inteligenca upravlja avto. Vse te preizkusi so, imamo taksije v San Francisco, ki zdaj se bo razširil na celo to Napa dolino v Kaliforniji. Težko si pa danes predstavljam, saj jaz, da bi sedel na letalo, ki ga ne bi človek nadziral, pa umetna inteligenca. Verjetno ne bi šel jaz na tako letalo. Ne bi šli, nimate še toliko zaupanja v to tehnologijo. Poglejte, v bistvu 10.000 metrov nad zemljo, pa da ne upravlja človek, tudi iz zemlje, da ne upravlja nadaljavo, ampak da čisto avtonomno umetna inteligenca, kdo bi šel v to. Zanimivo. Ker tudi, če danes gledamo, piloti še vedno imajo na koncu, vse avtopiloti vozijo letala, ampak na koncu je še vedno pilot gor, da prevzame kontrolo, če gre kaj narobe. Če pa tega ni nekoga, ki bi prevzel kontrolo, če gre kaj narobe, pa imamo težavo. To je bil ta čudež na reki Hudson, se recimo. Tam je bil tipičen primer, ko je človeška intuicija in izkušnje so v bistvu dale boljši rezultat, kot bi pa dala neka, recimo, umetna inteligenca, ki se je učila na preteklih dogodkih. Človek v določenih situacijah še vedno, recimo temu, bolj se znajde, kot pa umetna inteligenca. Se vam zdi, da je mogoče umetni inteligenci ravno to, veliko slišim ta reprodukcija tega znanja, ki že je, da bi pa kaj novega, ta inovativnost, ta spontanost. A je to sposobna umetna inteligenca oziroma še bolj mogoče? To je zelo odprto. Tukaj so kar zanimive razprave. Zdaj v osnovi umetna inteligenca temelji na temu, da se uči iz velike množice podatkov in iz teh podatkov nekako lušči ven neke vzorce. Naprimer, veliki jezikovni modeli so se učili praktično na vseh informacijah, podatki, ki so na voljo na internetu. Tako. In te podatke so več ali manj ustvarili v preteklosti ljudje. In naprimer, že mi danes, če gledamo, ko nekdo napiše neko knjigo, pa nekdo drug napiše drugo knjigo, že lahko hitro razpoznamo, kateri avtor je kaj pisal. Tako je. Po žanru in tako naprej, po stilu in tako naprej. Podobno pa umetna inteligenca na podlagi vseh teh prebranih besedil je nekako razpoznala vzorce človekovega jezika. In je sposobna danes narediti to, da če mi damo nek tekst, ona je danes sposobna napovedati, katera je najverjetnejša naslednja beseda. In to je to, kar dela, nič več. Seveda je pa zdaj vprašanje, na kakšen način potem mi to uporabljamo, ponovno uporabljamo in potem dobimo marsikaj lahko ven. Ampak v osnovi danes, če gledamo, ta generativna umetna inteligenca, se pravi ChatGPT, temelji na tej, vsi ti modeli jezikovni, ki temeljijo na tej tehnologiji, oni v osnovi so se učili tako,
da so dobili velike količine podatkov in so potem napovedovali, katere naslednja najverjetnejša beseda. Okay, zanimivo. Ni pa to tako, ne, kot jaz. In če se vrnem nazaj, ne, in oni zelo dobro lahko funkcionirajo v situacijah, ki so dokaj znane ali so se pa že v preteklosti zgodile. Ne. Tako, ja. Zdaj pa, če pogledamo, če uporabljate ChatGPT, pa ga vprašate nekaj splošnega, vam bo zelo dobro odgovoril. Ne. Tudi zelo dobro vam bo reševal probleme na matematičnih olimpijadah ali pa neke teste. Zakaj? Ker vse to in pa rešitve je že bilo objavljeno na internetu. In on je to nekje že, ko se je učil, je to videl nekje. Ne? In zna te vzorce nekako poustvariti. Če ga pa vi zdaj vprašate nekaj, kar ni na internetu, pa veste vi, pa nima pojma, vam ne bo znal odgovoriti. Zamislite si eno situacijo, ko samo vi veste, pa vprašate ChatGPT, če vam bo odgovoril. Se grem staviti, da vam ne bo odgovoril. Ne? Ja, ponovadi se tudi kar zmislil, ne? Ja, zmislil se bo, zato ker bi rad odgovoril, ne? Pa ustrezal. Ja, ampak potem je pa treba pač tudi z načinom, kako v bistvu jim damo te prompte, ne? Se pravi te ukaze, kako jim napišemo, da jim tam pač napišemo. Če ne veš, reči, da ne veš, ne si pa zmišljevati. Ne? In bo potem rekel, ne vem. Ja, ker sam načeloma ne želi. Ne? To sem že tudi bral, da zna biti tudi problem, ne? Ker velik popraševanje recimo pri AI-ju je bilo po osebnih terapevtih, ne? Ker to je načeloma kar drago, težko dostopno in to ljudje tudi manjka, ne, v današnji dobi, ta pogovor, to, da lahko nekomu zaupaš. Ne. In so imeli že primere, ne, ko seveda tudi cilj velikih teh modelov pa je to, da ohranijo tvojo pozornost, pa se pogovarjajo. Ne. To zdaj v zadnjih 2 letih recimo opaziš, ne, ko mu daš eno nalogo, potem pa ti reče, ok, super, a zdaj želiš še, da ti to uredim? Ja, on bi še kar naprej. Ja, tvojih 5 najljubših, ne. In podobno je bilo, ko so se začeli pogovarjati o teh problemih, ker zaupaj mi vse svoje, ne rabiš to govoriti naokoli, bova midva vse prečiščila, ne, ker te želi nekako obdržati. Tako da to je tudi še eno vprašanje te etične uporabe, ne, ja, potem zraven. Kako se vam zdi glede tega? Se kaj dogaja? Ja, v bistvu ta etična uporaba umetne inteligence je zelo pomembna. Ne? Ja. Ena od ključnih zadev, ker če tle ne bomo opravili domače naloge, bo kar izziv v prihodnje. Ja. Zato je pa tudi ena od temeljnih, če bi temu rekel, vzrokov, zakaj je sploh Evropska komisija pa Evropska unija se odločila, da sprejme ta akt o umetni inteligenci, ne, ki je bil sprejet v lanskem letu in začne veljati naslednje leto avgusta v svoji celotni širini. Ne, in tle je v bistvu etika, zaupanje in se pravi to vrstne stvari, ki so za nas kot ljudi pomembni, da zaupamo nekomu. Ne? Ker zaupanje, ne, je en od temeljnih stvari, na kateri mi funkcioniramo kot ljudje. Ne? Vi, če nekomu zaupate, se boste z njim lažje sodelovali, lažje pogovarjali vse. Ne? Z nekomu, komu pa ne zaupate, ne, bo pa to bistveno teže. Ne? Bo bistveno več napora. Če prevedemo to v poslovni jezik, ne? Poslovati z nekom, ki mu zaupamo, je cenejše, kot pa poslovati z nekom, ki mu ne zaupamo. Ne? Tako, ja. In v bistvu temelj zaupanja pa tudi, kako etično nekdo ravna. Ne? In če nekdo ni etičen, ne, potem mu verjetno ne bomo zaupali. Tako je. To bi se rad še potem dotaknil tudi malo tega zaupanja v te podatke. Bi pa rad definitivno še malo šel na to. Bral sem, da tudi pri Novi Ljubljanski banki že več kot 10 let uporabljate umetno inteligenco. Ne? Ampak to ni zdaj taka umetna inteligenca, kot je ChatGPT. Ne? Če bi lahko malo orisali, kako izgleda umetna inteligenca, ki jo uporabljate vi, recimo, ker tam pa potrebujete stopnjo etike, varovanje podatkov in vse to. Ne? Kako izgleda pa ta umetna inteligenca? Ja, v bistvu, ko govorimo o umetni inteligenci, je to zelo široko. Ne? Ja. In v osnovi danes imamo najpogosteje se uporabljata 2 obliki. Ena oblika je tako imenovana napovedna umetna inteligenca, se pravi umetna inteligenca, ki jo uporabljamo za to, da napovedujemo neke izide, neke vrednosti, neke verjetnosti.
In ta umetna inteligenca, se pravi, to vrstna umetna inteligenca temelji na strojnem učenju, statističnih modelih. Različno se poimenujejo, nekateri govorijo o statističnih modelih, nekateri govorijo o strojnem učenju. Ampak v osnovi gre za to, da mi tem sistemu damo neke podatke, kjer vemo, kakšen mora biti izid. Mi damo nekomu vprašanje in odgovor. In to je naša učna množica. In te modele mi učimo na ta način, da mu damo na vhod vprašanje ali pa nek tekst ali pa neke podatke. Na izhodu pa rečemo, to mora biti pa tvoja izhodna vrednost. Se pravi, to mora biti pa to, kar ti na podlagi tega, kar si dobil na vhodu, izračunaš. In teh, bom rekel, podatkov damo 10.000, 100.000. In s časoma v iteracijah se model nauči razpoznavati povezavo med vhodnimi podatki in rezultatom. In bolj pridemo po novo situacijo, kjer damo na vhod podatke, pa ne vemo rezultata, in on je zdaj sposoben generalizirati iz tega, kar se je v preteklosti naučil, in napove nov rezultat. V bančništvu se to zelo pogosto uporablja pri modelih, ki napovedujejo, kakšna je verjetnost, da bo neko podjetje zašlo v finančne težave. Se pravi, da ne bo možno ali pa da ne bo sposobno odplačati svojega kredita, ki ga je najelo pri banki. In ti modeli temeljijo na tem, da na vhod damo podatke, kot so, ne vem, kakšni so prihodki tega podjetja, kako dolgo posluje, v kateri branži je in podobno. In na izhodu model potem izračuna in pove, za to podjetje je verjetnost, da ne bo odplačala svojega kredita 0,5%. In reče, super, tako podjetje je za nas odlično, temu podjetju bomo dali kredit. Lahko pa reče model, ne vem, za neko podjetje pa reče, da je 50%, tam je pa že potem, a je to dobro ali ni dobro, tam pa že pridemo v situacijo, da tako na meji. In to vrstne modele, to je samo en primer, mi to vrstnih modelov potem za različne vrste uporabe v bančništvu uporabljamo in to v bančništvu uporabljamo že desetletja, zato ker ne nazadnje kot banka smo v zelo regulirani industriji. Absolutno. In pri nas so zelo pomembne določeni izračuni kapitalskih vrednostih, količnikov in tako naprej, ki temeljijo na določenih modelih, ki iz velike količine podatkov izračuna neke kriterije tveganj, faktorje tveganj, ki se potem naprej vključujejo v izračune in to mi kot banka že dolga leta delamo. Od leta 2022, ko je pa prišel ven ChatGPT, tam jesen 2022, smo pa mi, se pravi splošna javnost, se prvič srečala tudi z tako imenovano generativno umetno inteligenco. Čeprav ta tehnologija generativne umetne inteligence izvira že dosti let prej, tam 2017-2018 so se v bistvu ta tehnologija nekako v znanstvenih člankih objavljala, takrat so prvi koncepti prišli ven, kako bo ta tehnologija delovala. No, 2022, se pravi 5-6 let potem, je pa ta tehnologija že tako zrela, da so jo dali ven na trg. In takrat smo pa začeli tudi seveda vse organizacije to uporabljati. Ta tehnologija pa temelji na tem, da mi damo na vhod nek vprašanje in ti modeli, za razliko od prejšnjih, ki sem jih pomenoval, ki so bili sposobni izračunati nek rezultat na podlagi vhodnih podatkov, ti modeli so pa sposobni na podlagi vhodne zahteve nekaj novega ustvariti. Mi lahko rečemo, napiši mi pismo, elektronsko pošto in on bo napisal elektronsko pošto. Ali pa rečemo, danes lahko rečemo, nariši mi sliko, ne vem, vesoljca na Marsu. In bo on lepo narisal sliko vesoljca na Marsu. Ti modeli so pa sposobni nekaj ustvarjati, generirati. Zato se reče tudi generativna umetna inteligenca, ker nekaj generira na podlagi tega, kar smo mi na vhodu naročili, če bi tako rekel. Naročimo pa tako, da napišemo prompt, se pravi nek ukaz v obliki jezika, slovenščina, angleščina in model zna to iz tega ven potem dati neko novo vsebino na izhodu. Tako, kako pa vi se v praksi pol odločate, ker še vsem, ko pride do financ, je to kar
kot ste prej omenili, ne, regulacija, etika, vse to, ne, verodostojnost. Kako odločate, kire procese je smiselno podpreti z AI-jem, oziroma da jih AI nadomesti, kje mora pa še nujno človek biti v centru odločanja? Ja, v bistvu danes še vedno v bančništvu vsi procesi na koncu je človek ultimativno tisti, ki se odloča. Ne? Tako. Je pa vprašanje samo to, do katere mere in dokot pa spustimo umetno inteligenco, da nekaj samostojno naredi. Ne? In danes, ko gledamo umetna inteligenca, prej sem omenil te modele, ki jih v bankah uporabljamo za napoved verjetnosti, da neko podjetje ne bo moglo odplačati svoj dolg. Ne? Ali pa naprimer nek fizična oseba, ki želi najeti kredit, da pač ne bo mogla odplačati tega kredita. Ne? In to je neka številka. Tako. To je nek verjetnost, ki je lahko 0,5%, karkoli. Ne? Ampak na koncu je to samo dodatna informacija, ki jo človek, se pravi bančnik, uporabi, ko se odloča, ali bomo nekomu dali kredit ali ne bomo komu dali kredit. Ne? Tako. Pravi, ni samo, da to, kar recimo tale model vam da, da je to edina informacija. Ne? Še vrsto drugih informacij je, ki vstopajo v ta proces odločanja in odločevalec je še vedno človek. Razen v zelo enostavnih primerih, ne? Se pravi tam, kjer pa lahko že dokaj dobro avtomatiziramo ta proces, ki je pa, to so pa procesi, kjer so zneski ponovadi majhni, časovna doba kredita je krajša. Se pravi, če bi rekel, ne, za potrošniške kredite za 5000 evrov, pa lahko že tudi ta korak odločanja na podlagi določenih pravil, ki se postavijo vnaprej, zautomatiziramo. Ne, in rečemo, ne vem, če so izpolnjeni pogoji, ne vem, plača toliko, zaposlenje toliko časa in če ta model da takšno vrednost verjetnosti za to, da bo stranka odplačala kredit, potem ja. Če pa tega ne dosega, pa ne. Ne? Ampak še vedno tukaj potem na koncu je človek napisal pravila odločanja, ne? Ni napisala umetna inteligenca. Tako. Kako pa zagotavljate to zaupanje, ne? Ker v financah je res najbolj pomembno zaupanje, ne? Da res ta umetna inteligenca deluje v korist strank, ne? Kako to zagotavljate? Ja, tle je zdaj več dejavnikov, ne? Ko govorimo o umetni inteligenci in njihovem vplivu na stranke. Ne? Prvi in temeljni dejavnik so podatki. Ne? Se pravi, podatki morajo biti kakovostni, podatki ne smejo biti pristrani, da se v podatkih ne skrivajo neke namerne ali nenamerne napake, ki bi lahko vplivali na to, kakšen rezultat bi ti modeli delali. Potem zelo pomembno je tudi, da kot banka upoštevamo zakonodajo, ne, ki tudi v teh segmentih je zelo eksplicitna, kaj smemo, kaj ne smemo. Ne. Naprimer, mi kot banka ne smemo razlikovati med spoloma. Ne. In kako se to v praksi izraža? To se v praksi izraža tako, jaz sem prej omenil, ne, da mi na vhod teh modelov damo različne podatke, recimo v kateri, pa bom zdaj se, ker sem rekel, da ne smemo razlikovati med spoloma, pa bom rekel, recimo to je fizična oseba, ne, zdaj pa je zaposlen, plačo ima takšno, potem njegove preteklo sodelovanje z banko je takšno in takšno. Ne smemo pa dati na vhod, ali je to moška ali ženska. Ker če damo ta podatek na vhod, da je to moška ali ženska, lahko zaradi nepristranosti delamo diskriminacijo, ki je neupravičena. Ne? Tega pa ne smemo. Se pravi, zelo pomembno, da mi kot banka, se pravi tisti naši sodelavci, ki delajo te modele, da vejo, kaj sploh smejo na vhod modela dati, kaj pa ne. Da se ne zgodi, da bi model pač delal razliko tam, kjer je ne bi smel. Ne. Kaj recimo bi se zgodil v praksi, če bi AI temeljil na nekih slabih podatkih, pa ne nujno vaš, ampak to je kar velikrat se v tem pogovoru. Ja, če bi temeljil na slabih podatkih, potem bi bili rezultati slabi. In v bistvu bi imeli več škode kot koristi. In bi imeli več zmede kot koristi. In zato je zelo pomembno, da te podatke res so kakovostni, prečiščeni, da jih ustrezno upravljamo in skrbimo za njih. Ne. In danes še večino, in danes, če pogledate, ko se pogovarjajo in večinoma pozornost je namenjeno umetni inteligenci kot tehnologiji,
še vedno je pa zelo malo pozornosti namenjeno podatkom, na katerih temelji ta umetna inteligenca. Tako. In zdaj, če si predstavljamo umetna inteligenca, zelo poenostavljeno si predstavljate kot avtomobili, podatki pa kot gorivo za avtomobile. Ne? Tako. Jaz si predstavljate, da imamo Ferrarija, za gorivo pa damo nafto zmešano z vodo. Kam bi prišli s takim Ferrarijem? Ne prodaš, ja. In podobno je tle. Ne? Če bomo mi dali zelo slabe podatke, pa bomo lahko najboljše modele na svetu, ne bomo prišli daleč. To je zanimivo, ja. Jaz sem že kar nekaj pogovorov tudi na to tematiko tukaj vodil, ker mi se velikokrat srečamo v našem sklopu z blockchain tehnologijo. Ne. Zdaj mene pa zanima, čistko, vem, da se tudi vi mislim, da magistrirali iz informacijskih sistemov, ne? Ali se motim? V bistvu doktoriral. Doktoriral, ja. Magistriral sem pa iz elektrotehnike. Iz elektrotehnike, ja. Tako sem mislil, da je bila še prej diploma. Tako da me je zanimalo, no, blockchain že uporabljamo, mi že spremljamo, da ga tudi večje banke uporabljajo, ne? JP Morgan, Goldman Sachs, zelo pragmatično, ne? Že imajo, recimo JP Morgan ima svoj blockchain, recimo, pa tudi že kakšne produkte na tem dajo, ne? In tukaj sem že vodil pogovor, recimo bil je tukaj gospod Žiga Drev, podjetje Omanitek, oni se ukvarjajo s tem, da bi s pomočjo blockchain tehnologije prišli do nekih verodostojnih podatkov. Ne? Ker ravno ta nivo se zdi, da je tukaj precej pomemben, tako kot smo rekli, nafta smešana z vodo, in da bi bile tukaj res neki verodostojni podatki. A se vam zdi, da bi lahko mogoče blockchain bil tukaj tista tehnologija, ki bi zapolnila ta manjkajoči sloj? Do neke mere ja, do neke mere ja, vse pa seveda ne, ker ko govorimo o podatkih, je tukaj več faz. Ja. Če pogledamo samo življenjski cikl enega podatka, prvo ta podatek nekje nastane. Ne? Tako. Potem ga nekdo mora zajeti. Naprimer, nastane recimo v bančištvu, dal primer v bančištvu, podatek mi, ko odpremo račun stranke, moramo pobrati določene podatke, ki jih preberemo iz nekih identifikacijskih dokumentov, bodi si osebna izkaznica, potni list. In ta podatek unesemo. Že tukaj, ta prvi korak je, če se nekdo zatipka. Ne? Ja. Že tle, če je napaka, potem vse naprej gre napaka. Ne? Tako. Potem, ko je podatek nekaj shranjen v informacijskem sistemu, da se ne zgodi, da ga nekdo po pomoti zbriše ali pa prepiše. Že tukaj spet naprej. In potem ponavadi ti podatki vstopajo v neke procese izračunavanja. In v teh procesih izračunavanja potem, če so formule, po katerih se izračunava neka napaka noter, zopet dobimo napačen rezultat. Tako da teh, bom rekel, korakov, faz pa točk, kjer se podatki iz surovih podatkov, ki smo jih zajeli, pretipkali nek sistem, pa potem obdelali v raznih fazah procesah, teh korakov je lahko veliko, teh točk je lahko veliko. In vse posod tukaj lahko pride do napake. Ja. In tle je potem pomembno, kakšne kontrole vzpostavimo. Tako. Potem je zelo pomembno, da so ljudje ozaveščeni, da se zavedajo, da podatki so premoženje organizacije, tako kot se zavedamo, da denar je premoženje organizacije, tako so danes vedno bolj tudi podatki, se organizacije zavedajo. In danes, če pogledate, katera podjetja po tržni kapitalizaciji so najbolj vredna na ameriški borzi? Tista, ki zelo dobro obdelujejo svoje podatke in jih upravljajo. Tako. In če pogledate, danes so to teh, se rekli, magičnih 7, kako ste že rekli? Veličastnih 7. Magnificent 7. Ja, vsi ti v bistvu v svoji osnovi temeljijo na podatkih. Ja, je res. Če pogledamo Google, Google je tipično podjetje, ki ima zelo veliko konkurenčno prednost pred ostalimi, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Zakaj? Samo pogledajte, kakšno bazo podatkov ima on. Ja. On je imel iskalnik Google Search, ki se uporablja od 20 in več let. Vse praktično vse. In tam noter je veliko stvari. In seveda oni to zdaj izkoriščajo in delajo na podlagi tega modele, ki so zelo dobri in jih izboljšuje, in to bo še nadaljevalo. Tako. Ja, definitivno je to res. Te podatki so danes nekako glavni, tudi Meta in vsi praktično, ki delajo s podatki, so glavni. In ravno zato to vprašanje te blockchain tehnologije, ker ko pa ti zapišeš eno informacijo na blockchain,
seveda, ko pride do financ, je tukaj treba biti pazljiv, ne, ker nobeno podjetje noče, da vsi točno vejo, kje so njihove finance. Zdaj, če se glede etike pogovarjamo, potem je to druga zadeva, ampak taka je realnost. Ne. Ampak, ko ti zapišeš neko informacijo na blockchain, recimo, da gre to prek nekega Oracle sistema, ne, ki to potem tudi verificira, ne, nek konsenzus mehanizem, in potem točno ti veš, kje ta informacija je. Ne. In to je bilo, koliko je vredna, ne. Ker vsi vidimo, ne, v tem blockchain sistemu, zdaj ali je javen ali ne, recimo od JP Morgana ni, je zaprt, je permisibilen, ne, sistem, in točno tukaj vidiš. Ne. Zato ta ideja, da bi to lahko nekako zagotavljalo res verodostojne podatke. No, to je v bistvu, ne, ko sem prej rekel, ne, zdaj, to je del, ko govorimo o podatkih, kako nastajajo. Ne. Tako. Ti podatki se nekje shranjujejo, ne, in ko se shranijo, kdo je tisti, ki jamči, da so ti podatki takšni, kot so, da jih nekdo ni spreminjal. Ne. Tako. Ja. Tle pridemo do tega vprašanja verodostojnosti. Ne. Tako. In tle nastopi vloga blockchaina lahko zelo, zelo močno. Tako. In zelo poenostavljeno povedano je to zelo podobno principu notarjev. Prav, notarji tudi, ko gremo k notarju neko listino overiti, ne, gor notar, on zveže tisto, ne, pa da pečat, pa podpiše vse skupaj, ampak s tem svojim podpisom, pa s tem, kar naredi, on nič drugega ne naredi, kot jamči, da je tisto originalno, da nihče ni tam nič spreminjal, nič drugega. Tako. In isto je blockchain. Ne. Blockchain, ko je nekaj zapisano, če bi kdorkoli tam karkoli spreminjal, ne bi več bilo, bi tako videli, da nekdo je nekaj spreminjal, da to ni več to, kar je bilo originalno. Ne. To sem pa že slišal neskončno primerjavo, ampak tole z notarji pa prvič, tako da sem zelo hvaležen, zelo zanimiva primerjava in ja, se strinjam. To je bilo najmanj zanimivo, recimo, ravno to ne povedal, recimo zdaj smo bili oktobra na eni konferenci v Singapurju in tam so bili razni iz finančnega sistema, pa tudi iz blockchaina imena, ne, in en je bil en gospod Mumtaz, mislim, da se je pisal, ki je povedal, ne, da v prihodnosti definitivno AI bo tisto orodje, ki bo operiralo, ne, s temi podatki, blockchain pa bi si lahko predstavljali kot neki možgane te operacije, ne, ki bojo pa se pravi nadzirali to umetno inteligenco, ne, ker da ti ne meče ven raznih neumnosti, po domač povedan. Ko smo lih na tej tematiki, a tudi že v Sloveniji, vem, da neke obveznice smo že tudi mi na blockchain zapisovali kak let pa pol nazaj, a kaj v bančništvu že razmišljate o tej tehnologiji ali jo izkoriščate mogoče? V bistvu razmišljamo, ne, tako da bi pa zelo intenzivno jo izkoriščali še ne, ampak razmišlja pa se, ker v bistvu tehnologija ima potencial, ne, seveda je pa tukaj vedno vprašanje prioritetne. Ja, absolutno. Tako da je včasih potrebno določeno stvar pač postaviti v kontekst, kaj so tvoje trenutne prioritete. Ne. Tako. Ok, super. Zanimivo. No, povejte mi še, zdaj tole pa bolj na vas, ne kot predstavnika NLB, ampak kot ljubitelja podatkov, me zanima res vaše mnenje. Takrat, ne, leta 2008 so se prvič pojavili ti decentralizirani sistemi z Bitcoinom pa s tem. Ne. Kot odziv te finančne krize, ne, vsi vemo, kaj se takrat dogaja s tistim Lehman Brothers, ne, ko so pač bili tisti, vsi so trdili, da je pač nepremičninski trg, da se ne more nekako sesuti, ne, pa se pač je. In potem je prišla ta ideja, ne, teh decentraliziranih financ. Ne. Sicer jaz sem tudi zagovornik drugačnega sistema, ampak veliko ljubiteljev, maksimalistov Bitcoina pa popolnoma verjamejo v to, da bo Bitcoin lahko nadomestil obstoječ fiat sistem. Pa me res zanima vaše razmišljanje, ne, kot nekdo, ki ima ogromno pojma o informacijskih sistemih, na to tematiko. Ja, to je zelo težko vprašanje, ampak vedno je v osnovi ključno vprašanje, na čem temelji to pričakovanje in vrednost tega. Ne. Če gledamo danes, jaz imam še vedno izziv, ne, na čem temelji rast Bitcoina ali pa vseh teh kriptovalut. Ne. Kaj je tista temeljna vrednost, ki jo lahko povežemo z tem, recimo z Bitcoinom ali pa Ethereum ali pa karkoli že. Ker po drugi strani, če pa gledamo denar, ne, tam pa v zadnji država stoji. Ne. Res, da tudi država lahko bankrotira, to smo že videli, ne. Ampak vseeno, ne, vidimo, ne, države,
ki so zaupanja vredne, je njihov denar tudi potem zaupanja, bolj zaupamo tistemu denarju, za katerem stoji država, ki bolj zaupamo, ne? In ki se je v preteklosti izkazala, da je vredna zaupanja. Ne? Tako da tle je vprašanje, kaj bo zdaj nadomestilo državo ali pa ta sistem, ki mu mi kot ljudje zaupamo in bomo prišli, da bomo zaupali na čemu temelji Bitcoin. Ker tehnologija kot tehnologija je eno, ne? Ampak tehnologijo moramo vedno nasloniti na neko družbeno okolje, družbeno vrednost. In tukaj pa imam, saj jaz, se mi zdi, da imamo izzive. No? Ja, seveda, pa tudi niste edini, ki jih še vidijo. Ne? Jaz od teh ponavadi, ki so bolj za Bitcoin, slišim to, no, sem že kar nekaj ekspertov na tem področju, da ta definitivno to, da je omejena količina, ne, kriptografsko zaščitena, seveda cel blockchain, da noben ne more na to, ne more ti odtujiti Bitcoinov, ne, če poznaš le svoja gesla. Ampak to, no, da prek rodarjenja se koristi energija, ne, in to je ta energija, ki prihaja iz fizičnega sveta, ne, tako kot za AI, se pravi ogromno tega kompjuta, ne, tudi tukaj se rešujejo kriptografske enačbe in ta energija je potem zapisana v obliko te vrednosti. Ne. Tako. To ne bi bil zaenkrat takšen. Zanimivo razmišljanje, ampak ne vem, kako ga lahko utemeljim. Ste skeptični glede tega? Ja. Pa nič narobe s tem, super. Me veseli, no, še vsem, da dobim tudi druga mnenja, kdaj. Super. Sej, nimam nič proti kriptovalutam, pač imajo neke svoje zakonitosti, ne. Je pa izziv, ne, za ljudi, ki mislijo, da bojo tle na hitro obogateli. Nekateri večina se jih pa zelo peče. Ne? Ja, zaenkrat to pozabljajo ljudje. Ja, absolutno. In to je treba tudi biti previden. Ja, zato ker v bistvu težava, ali pa recimo, bom rekel, kar težava s to vrstnimi zadevami naslednjem, ne? Da tisti, ki so uspešni, to razglašajo. Ne? Ja. Tisti, ki so pa neuspešni, so pa reč tiho. Ne? Absolutno. In takih je. Potem mislimo, da je uspešno, ampak velika večina je neuspešnih. Velika večina je neuspešnih in se strinjam, in to je treba, sploh ko pride do financ, res biti previden in previdno postopati, seveda s tistim denarjem, ki je namenjen prav temu trgu. Tako da, če se pa resno jemlje temu trgu, mislim, če se resno ukvarja s tem trgom, ne, pa tudi tukaj je potencial, katerega tudi na koncu. Ampak to se moraš potem resno ukvarjati, ne pa ljubiteljsko, ne, ker ko pogledamo ta nihanja, to niso nihanja za nekoga, ki bi se ljubiteljsko ukvarjal. Ne. Da te pojedo. Absolutno ne. Je res divje na tem trgu, tako da se ga je treba res profesionalno lotiti. No. Vidimo pa tudi vrsto interesa, ne, tudi BlackRock, konc koncev, tele ETF-e, Vanguard zdaj začel, ne, Banka Amerike priporočati kriptosredstva, tako da se premika v to smer. Ja, sej tle je vedno vprašanje. Pač tle je zdaj situacija, ki je mal tudi pogojena s tem, kar je en velik mož, mislim velik mož v smislu moči, rekel, ne? Se pravi Donald Trump, ne? Da bo to pač Amerika postala vodilna na tem področju, seveda ima to svoj vpliv. Ne? Ampak tukaj je zopet nekdo, država, ne? Ki je spodbudila zdaj tole. Ne? Če bi, na primer, jaz to rekel, verjetno se ne bi nič od tega zgodilo. Ne? Ja, tudi to je seveda, ne, absolutno ima tudi to vpliv na samo zadevo. Je pa tudi interes v tehnologiji, tako kot so prej rekla, tudi banke že uporabljajo, ne, sploh te recimo stabilni kovanci so zdaj zelo popularni, v Ameriki ravno sprejemajo zakonodajo, ne, in prek teh stabilnih kovancov tudi ogromno teh vmesnih členov nekako odpade, kar poceni. Ja, ampak seveda, tle, ko govorimo o stabilnih kovancih, je spet vprašanje, ne. In tle se bo vedlo, ne, kdo odzadaj za tem stoji, ne. Ja, ameriški dolar. Tlele pri Bitcoinu pa še vedno ne vemo, kdo je odzadaj. Hočem reči, Satoshi. Bitcoin, ki je bil, Bitcoin, ne, je zelo težko primerjati stabilni kovanci. Ni primerjave. Absolutno. Lahko je tehnologija podobna, ne, ampak fundamentalno je drugačno. So pa zelo različne. Tako. Bitcoin je izrazito drugačen od ostalih kriptosredstev. Ne? Je pa to tehnologija blockchaina v zadju. Seveda, sem rekel, tehnologija je super, ne? Ampak tehnologija sama po sebi še ni zadosti. Ne? Tako, se strinjam z vami, absolutno. Vse stabilni kovanci so tukaj recimo bolj relevantni z Ethereum, ne? Ker vsi stabilni kovanci načeloma delujejo na ERC20 omrežju, te večje, ne? Tako da jih
poganja Ethereum, ne blockchain, Ja. ne blockchain Bitcoin. Bitcoin, Tako. Pa tudi to me zanima, no, ker smo na tej tematiki glede tokenizacije sredstev. Tako kot sem ravno kar omenil, v Sloveniji smo že tokenizirali neke obveznice, razmišlja se tudi o delnicah, nepremičninah, drugih finančnih inštrumentih po svetu. Kako gledate vi na to? Je to še precej teoretičen koncept, da se tudi v Sloveniji že kaj o tem razmišlja? Mislim, koncept teoretičen, so že tudi praktično realizirane stvari. Tako da sam teorija ni samo teorija, je tudi praksa. Je pa mogoče, da se tega lotiš, moraš biti dosti zrel. Če gremo stopnja finančne zrelosti posameznih držav, je pa zelo velika razlika. Ja. Tukaj potem pride ta tudi, bom rekel, v ospredje razlike med državami, kontinenti. Američani so bolj odprti, Evropa je malo manj odprta. In zdaj, ko ste rekli, tokenizacija nepremičnin. V Sloveniji je to zelo zanimivo vprašanje, ker Slovenci smo na nepremičnine zelo navezani. Tako, res. In če bo nekdo prišel recimo nekomu, ki je celo svoje življenje vlagal v hišo in mu začel razlagati, kako bo njegovo hišo tokeniziral, ne vem, kako se bo dokončalo to. Ja, po drugi strani pa imamo že nekaj podjetij, ki omogoča tokenizacijo v Sloveniji, in veliko ljudi pa si želi, ker, kot ste rekli, mi smo res nori na nepremičnine, vsak bi rad imel eno, pa še eno, da jo oddaja. In, pa še eno na morju. Ja, pa še eno za vinograd. Ja, tako. Tako da, če pa bi imel možnost, nekdo, da ne pozna druge naložbe, pa bi rekel, jaz bi v nepremičnine vlagal, pa samo 20,000 evrov. Zakaj ne? Še en delček, Zakaj ne? Tako, ampak se mora zavedati, kaj se spušča. Ja, absolutno se strinjam. Vse tukaj pa zraven regulacije in vse to pride, ker pa definitivno v Evropi še nekaj časa. To je res, čeprav sej v bistvu regulacija sama po sebi še ne zagotavlja, da je to res, ker še vedno se zgodi. Tipičen primer 2008, se je bila regulacija, ampak so nekateri pač nekaj delali, kar ne bi smeli. In se je zgodilo to, kar se je. In to se bo vedno dogajalo. Zato je pomembna regulacija, ampak je tudi pomembno, če se za nekaj odločimo, da razumemo, kaj je to. Tako. Ker če se v nekaj investiramo, pa ne razumemo, kaj je v ozadju, se bomo upekli. Tako. Ja, se strinjam, absolutno. Ta prva stvar je to razumevanje, pa zaupanje, pa s to, da res ne gremo z nekim denarjem, ki ni namenjen samo temu. Tako. Pa dejva še direktno, kako, prej ste na hitrco malo nekaj povedali o kriptovalutah, kako gledate na to kot naložbo nasploh? Ste se kdaj že srečali s tem sami? V bistvu jaz sam nisem vlagal kriptovalute, tako da tudi ravno zaradi tega, ker investirati v delnice, papir in tako naprej je v bistvu lahko tudi psihološko breme, kadar delnice nihajo. Če gre vse gor, vse lepo in prav, ampak ko gre pa dol, so pa lahko zelo hude situacije. Če vi pogledate tole, kaj se dogaja v teh valutah, jaz v bistvu bi se mogel, če bi hotel tu investirati, bi se mogel profesionalno začeti s tem ukvarjati. Mislim, profesionalno. Bi mogel vsak dan toliko in toliko ur časa nameniti, da bi to raziskoval, da bi bil pripravljen, da bi pametno investiral, ne pa samo, da investiram. In jaz tega časa nimam, ker pač imam v službi dosti obveznosti in nimam časa, da bi se tako za hobi še ukvarjal s kriptovalutami. Zato se nisem nikoli te naložbe spuščal. Absolutno. Imam delnice, imam pač nepremičnino, ampak v kriptovalute pa nisem. V kriptovalute pa niste. Super, to sem vas tudi hotel vprašati, glede vašega portfelja. Jaz vse moje sogovorce vprašam, da bom potem enkrat zrezal. Denar, nepremičnine, delnice. Denar, nepremičnine, delnice. Kako pa greste bolj stock picking prek kakšnih skladov, NLB-jevih, mogoče, kakorkoli? Ne, jaz sem direkt v delnice. Direkt v delnice. Super. Kriptovalute pa zaenkrat še ne. Ne, tega pa ne. Ker ni še nekega ponudnika, ki bi to za vas naredil, ali? Tako bom rekel, preveč niha za mene. Preveč niha za mene. Noben problem. Tudi
veliko mnenje takih. To je tisto, zadnjič se pogovarjal z enim kolegom, pa rekel, ko bi jaz vedel pred 10 leti, bi jaz kupil takrat Bitcoine, pa bi bil danes bogat. Če bi Amazon kupil pred 10 leti, ne bi bilo super. Karkoli 10 let nazaj. Če bi kupil eno napačno firmo, ko je propadla, kaj pa pa? Če bi vedel, bi rabil samo enkrat vedel, ne, to bi velikrat rekel. Sem se rekel, meni bi bilo dosti, da bi za en dan vnaprej vedel, kaj bo na borzi, pa bi bil milijarder. Ne rabim več. Tako, no, ko se bo dovolj razvila umetna inteligenca, bo to mogoče. To je primer, naprimer, to hitro trgovanje. Ne? Ne vem, koliko ljudi to pozna, ampak te velike investicijske banke so pred časom gradile prav posebej te kable optične in čim bliže, da so bili centru, kjer so se te poravnave nakupa prodaje izvajale, zato da so čim prej, in oni so tam milisekunde lovili, da so prej od drugih vedeli, kaj bo, da so potem kupovali po prodaji. Tako da, ko sem rekel prej en dan, to je še veliko. Eni že v milisekundah, če imajo prednost, pa lahko obogatijo. Tam to boš pa imeti računalnike, mislim, pa algoritme ustrezne, da to dela. Tako, No in tukaj pa lahko umetna inteligenca prišla not. Ja, absolutno. Ker bojo naredili agente, ki bojo raziskovali gor in bojo kupovali pa prodaja. In tle verjetno se bomo tudi mi srečevali, pa bomo dobili ponudnike, ki bodo rekli, lejte, tukaj imate svojega AI agenta, ki bo za vas trgoval na borzi. Ja, tega je že kar nekaj. To smo poslušali na konferenci v Singapurju, prav o tem, da te AI agenti pridejo in da ti jim daš dostop, bo 10 let zdaj do svoje denarnice in kar sam izvršuje nakupe, potem in tako. In to je bilo recimo kar neka norost na kriptu, kak let pa pol nazaj bi rekel, ampak žal se je izkazalo, da potem za vsakega AI agenta, ki je trgoval v eno smer, je tudi nekdo v drugo smer, in se je nekako potem izravnal. Tako da čisto imel najnaprednejšega, kakšen dan, dva je deloval, pol pa hiter realno drugi uvedel. Tako da v praksi zaenkrat še ne, mogoče pa. To mi je bilo tudi zanimivo še na tematiko ekonomije. Elon Musk recimo je ful velik zagovornik tega, da bi pa z AI-jem lahko rešili te vprašanje produktivnosti, tega deficita ameriškega in dela, da bi lahko AI omogočila nek univerzalni dohodek. On celo pravi, da bo to visok dohodek, da ne bomo sploh rabili delati. Tako zelo pozitivno, glede na vse ostale precej negativne napovedi. Kako vi gledate na to? Je to možno, da bo enkrat te Elonovi roboti delali, mi bomo pa doma? V bistvu zdaj, mogoče bolj po začetku sem to temo načel. Zelo pomembno je, kako bomo mi to sodelovanje med človekom in umetno inteligenco in roboti vzpostavili. Naprimer, danes, če gledamo, imamo nekako 3 akterje. Imamo robote, ki izvajajo fizično delo. In ti roboti so že vrsto let v tovarnah, delajo in so od človeka prevzeli najtežja pa zdravju škodljiva dela. Naprimer, danes lakirnic bez robotov ni. Potem, ko gremo pogledati v neko tovarno avtomobilov, tam je sama robotska linija, seveda so še ljudje zraven, ampak večinoma tega težaškega dela roboti upravijo. Tudi varjenje roboti delajo, tako naprej. Včasih to ljudje se dela. Drugi taki akteri na trgu ali pa na tem področju so agenti. Agenti so v bistvu digitalni obdelovalci informacij, zelo poenostavljeno povedano. Se pravi, oni iščejo informacije, jih obdelujejo in na podlagi teh informacij naredijo neke bodisi predloge, bodisi neke dopise, karkoli, ki jih lahko potem človek pregleda, verificira. Potem imamo pa človeka. Mi kot ljudje še vedno delamo in v določenih policijah bomo. Tako da vedno bo ta kombinacija in vedno bo potem vprašanje, kakšna je vloga človeka, kakšna je pa vloga robotov in pa agentov. In vedno gre v to smer, da rutinska dela, tako kot so pred časom roboti prevzemali, bojo zdaj tudi agenti, ta rutinska dela, se pravi iskanje informacij. Danes nihče ni vesel, da mora iskati neke informacije po nekih dokumentih, po nekih datotekah, ki so recimo na nekih diskih. To je zelo mukotrpno delo. Zakaj bi se s tem ukvarjali? Ni zanimivo. Potem danes agenti lahko zelo dobro že naredijo določene osnutke tekstov. In mi kot ljudje samo po tisto, kar dobimo osnutke,
presodimo, ali je ustrezno, in če je ustrezno, potrdimo in gre naprej. Ne. Tako. Določena pravila bojo lahko čisto samostojno upravljati do neke faze, če niso preveč tvegana. Ne vem, mi bomo imeli agenta, ko bomo rekli, da mi vsako jutro poglej mojo elektronsko pošto in mi 10 najbolj pomembnih dej na začetku, naredi povzetke in jaz dobim na eni strani vse povzetke. Drugače bi pa jaz mogel čez 10 mailov iti in to je že danes mogoče. Ne? Jaz uporabljam in to že danes tako uporabljam jaz email. Jaz sem že pri sebi opazil, da sem način uporabe elektronske pošte spremenil. Ne? Danes jaz ne grem več v nabiralnik elektronske pošte mail po mail, ampak rečem svojemu agentu, daj mi poglej, kateri so novi sporočila prišla do včeraj in mi naredi povzetek in mi lahko naredi povzetek. Se pravi, se spreminja. Ne? Še vedno bojo postajati poklici oziroma dela, opravila, kjer bo pa človek še vedno glavni. Jaz sem že omenil medicinske sestre, to vrstni poklici, kjer je pa ta stopnja empatije zelo visoka in kjer je ta odnos zelo visok. Ne? En tak tipičen primer, kjer se pa vse te 3 oblike dela srečujejo, recimo si predstavljate trgovino z gradbenim materialom. In boste imeli agenta, ki bo v bistvu predlagal, katere materiale nabaviti, katere projekte izvesti. Potem boste imeli robote, ki bodo prekladali gradbeni material, avtomatizirane viličarje, bojo vozili skladišče. Potem boste pa imeli človeka, ki se bo stranko pogovarjal. Tako. To imeli vse 3. Ja. In jaz mislim, da bo šlo v to smer. Super, pa ste kar pozitivni glede tega. To sem jaz zadnjič poslušal na Joe Roganu, mislim, da je bil gospod tale Jensen Huang, ustanovitelj Nvidia. In je prav tako rekel, kot ste vi zdajle, da kdor je v službi samo zato, da dela neko pravilo, recimo pripravlja neke tekste, te službe žal ne bojo obstale, tako je pa potrebna še človeška roka, pa empatija, za te pa ni treba skrbeti. Bo pa tudi umetna inteligenca, sigurno tudi nove službe sama naredila, sama iz sebe. Seveda. Tako da jaz mislim, da je danes za vsakega od nas najbolj pomembno to, da začne razmišljati ne toliko o tem, katere službe bodo, katere ne, ampak bolj o tem, katere znanja, katere veščine, katere sposobnosti bodo tudi, ko bo umetna inteligenca še vedno potrebne ali pa še bolj potrebne. In teh znanj je kar nekaj, ali pa veščina, ali pa spretnosti, naprimer komunikacija, zelo pomembna, ali pa kritična presoja. Naprimer danes tipičen primer, zakaj je ta kritična presoja tako pomembna in je vedno bolj pomembna z uvajanjem umetne inteligence, je to, če vi date danes ChatGPT-ju ali pa Gemini-ju, kateremu koli, velikemu jezikovnemu modelu, na neko prompt vprašanje, on vam da nek rezultat. Vi morate znati kritično presoditi, ali je tisto v redu, verodostojno, ali so informacije noter izmišljene, ali so dejansko obstajajo, ali je odgovor, ki se ga dobi, sploh relevanten, da vam ni čisto nekaj tretjega odgovora. In če danes večina ljudi tega ne preverja, ker vzamejo, to je pa ChatGPT povedal. Ampak ChatGPT. Tako je. In mi kot ljudje bomo vedno bolj morali to kritično razmišljanje, presojo uporabljati in presoditi to, kar dobimo teh modelov, a je to uporabno, oziroma ali moramo mi kaj še dopolniti, ker pač določenih informacij ni. Ker ti modeli, glavni izziv teh modelov je, da oni potrebujejo kontekst. Se pravi, kontekst, se pravi, vi mu morate povedati neke dodatne informacije dati, zato da on lahko potem na podlagi teh informacij in tega, kar on ve, vam dobro odgovori. Če mu vi tega konteksta ne date, boste dobili take splošne odgovore, da so neuporabni. To me tudi zanimalo, kar zdaj pravite. Recimo, mislim, da danes ali pa včeraj so bili na spletu posnetki, ki so kazali, da je kot da se nek upor dogaja v Franciji, neka revolucija. In te posnetke, ki jih že dela Sora ali pa Nano, Banana ali pa kjerkoli od teh video generatorjev, to je tudi neka grožnja. To smo videli zdaj v zadnjih 5 letih, kako hitro je to napredovalo. In že jaz kdaj, pa sem res kar vpet v te zadeve, kdaj vidim kakšen video, malo scrollaš, pa te zadane, pa se rečeš,
ne moš skoro komentarje pogledati, je bil AI ali ne. Ja, to je danes velik izziv, v bistvu sploh razpoznati, ali je nekaj umetna inteligenca naredila, ali je to pristno narejeno, mislim, ali je to resnično. In v prihodnosti bo to še večji izziv. In v prihodnosti bo zelo velik izziv identiteta, kraj identitete. Tako. Ker bo zelo težko razločiti, ali na posnetku prava oseba, ali je ta posnetek generirana umetna inteligenca. In vse, od videa do zvoka, do slike, vse. Tako. In to je recimo to, kar sem prej omenil, to podjetje Humanity, oni se proti tem borijo, da bi nekako probali zajeziti to s tem porabo blockchaina, če bi se to le dalo, ker je kar velika grožnja. Nekdo bo sigurno, ne vem, če že ne zdaj ali pa čez kakšno leto naredil posnetek mene, mogoče kakšne to je že danes mogoče. Že danes naredijo take posnetke, da dejansko je zelo težko razločiti. In vedno bolj prihajamo to, da rabimo umetno inteligenco, da bo razločevala, kar je naredila umetna inteligenca, kaj pa človek. To je tako, da je zelo zanimivo. Mogoče še na tematiko same varnosti in pa prevar tukaj. Kar veliko se uporablja, tole AI, zdaj sem prepričan, da ste dobili kakšno sporočilo za pošto, zdaj v času, ko so božični prazniki pred nami, ko tole midva snemava, pošiljajo ogromno teh SMS-ov, uporabljajo tudi umetno inteligenco, kdaj mi je že poklical tudi kakšen robot, tako da s tem, vi mislite, da bi to bori se proti fire with fire, se pravi z ognjem proti ognju, se pravi, da moraš imeti svoj AI, da te bo obranil proti tem AI, ali kje so kle rešitve? Ja, v bistvu danes, se pravi te, ki so nepridipravi, če rečem, uporabljajo umetno inteligenco intenzivno. In to res intenzivno in že vrsto let. In brez umetne inteligence proti temu se boriti je nemogoče. Ker enostavno človek proti tej tehnologiji izgubi. Ker ta tehnologija je hitra, ta tehnologija deluje 24 ur, ni lačna, ni žejna, ne potrebuje spanja, deluje. Človek ni tako narejen. Zato mi rabimo umetno inteligenco, ki v bistvu skozi napreži in detektira tiste najmanjše signale, da nekaj ni v redu. Človek to težko. Zato danes vse resne firme in institucije uporabljajo umetno inteligenco, da se borijo proti tem. Mi v bančništvu že vrsto let uporabljamo umetno inteligenco, da detektiramo recimo plačila s karticami, ali so resnično, ali nekdo želi zlorabiti kartico. Ta tehnologija že vrsto let uporabljamo in na ta način se branimo proti zlorabam kartice, recimo. In podobno na drugih področjih. Zdaj, v prihodnje, vedno bolj bo tudi pomembno to vrstne sisteme umetne inteligence uporabljati v kontaktnih centrih. Veliko bank, tudi naša banka, preko kontaktnega centra vi lahko marsikaj opravite danes, se identificirate, opravite. Zdaj pa predstavljate, da na drugi strani namesto vas nekdo uporablja umetno inteligenco, ki vas simulira. Sej na drugi strani bančnik ne bo razpoznal, da to vi niste. Zato potrebujete tudi na drugi strani potem umetno inteligenco, ki bo znala to detektirati. Tako da vedno bolj gremo v to smer, da bomo uporabljali umetno inteligenco, da se bomo borili proti zlorabam, ki v bistvu temeljijo na umetni inteligenci. Mogoče bomo konec koncev spet vsi nazaj hodili, na banko, sam res redko, vse prek spleta praktično, ampak če bo ta taka grožnja, ne bomo mogoče spet nazaj. Jaz mislim, da te grožnje so se vedno pojavljale. Če gledamo tipičen primer je internet. Internet tam poznih 90-ih, ko se je pojavil, tam od leta 96 po 2000 se je nekako razvijal, v bankah so se uvajale elektronske banke. Že takrat smo imeli vedno, so bile zlorabe, pa smo najdli mehanizme, kako se zaščititi pred njimi, pa smo imeli tako imenovane tokene, ki so se uporabljali, pa potem so bili določeni sistemi, ki so temeljili na papirju še, recimo videotekstno bančništvo,
temeljijo na papirju, kjer si ti dobil domov, ti je banka poslala določene šifre in ti si vsakeč, ko se prijavil eno šifro, uporabil odkljuko in naslednje nisi smel uporabiti. Ja. No, potem so prišle tehnologije nove, ker tisto je bilo zelo enostavno zlorabiti, nekdo je do tistega prišel, poslikal in je lahko zlorabil. Ja. Pa smo prišli na tokene, potem smo prišli na digitalna potrdila, imamo dvofaktorsko autentikacijo. Se pravi, tudi ta, bom rekel, tehnologija za obrambo proti zlorabam napreduje. Zato v bistvu jaz mislim, mi bomo še vedno nadaljavo, vedno več teh rutinskih transakcij bomo opravili nadaljavo, ne bomo potrebovali obiska banke fizično, in bomo šli v banko takrat, ko bomo imeli neke, recimo, bolj poglobljene potrebe, da se pogovorimo z bančnikom, da nam nekaj svetuje. Ne vem, da bi pa šli na banko zato, da izvedemo neko plačilo, sklenemo depozit ali pa najamemo enostaven kredit, pa ne bo potrebe. Zato, ker banke bodo poskrbele tudi za to varnost. In v bankah danes zelo veliko vlagamo v varnost, ampak pomembno je tudi to, ne samo varnost iz tehnološkega vidika. Mi zelo veliko vlagamo v izobraževanje, v zaveščanje, zdaj imamo tudi eno širšo akcijo, smo imeli o zaveščanju, o opismenjevanju, o varnosti. In mi tudi stranke vedno obveščamo na različne načine o raznih zlorabah, kako se proti njih obraniti, da mi kot banka, danes ali pa pred časom je bilo veliko tega, da ste dobili po SMS-u ali pa elektronski pošti, da nekaj se je zgodilo, pa morate svoje podatke noter vnesti, pa vneste geslo, pa to. Banki vedno povemo vsem, banka nikoli tega od vas nadaljavo ne zahteva. In pa zaposlene tudi izobražujemo, nenehno. Mi imamo vsako leto intenzivna izobraževanja, obvezna izobraževanja za zaposlene o varnosti in takih zadevah. Tako da, poleg same tehnologije je tudi to ozaveščanje in pa izobraževanje ljudi pomembno. To je prva linija v bistvu obrambe, tako da je zelo pomembna. Ja, super. Povejte mi še, mogoče zdaj proti koncu pogovora, če pogledava 10 let v prihodnost, kako bo izgledala banka v tem, ko bo tehnologija AI res že razvita, podatkovno podprta, kaj se vam zdi, da bo se najbolj spremenila? Ja, v bistvu najbolj se bo spremenil način, kako bomo sodelovali z banko. Se pravi, ta način sodelovanja z banko bo vedno bolj enostaven, priročen. Vedno več bo možnosti, da bomo takrat, ko bomo nekaj potrebovali pri roki, imeli že banko, ki nam bo lahko pri tem pomagala. Si predstavljam, da bo vsak od nas imel nekega svojega finančnega agenta, ki mu bo svetoval in za njega z banko urejal posle. Tako da bomo tudi mi vedno manj te čisto rutinske transakcije opravljali sami, pa bomo rekli agentu. To pa to, naprimer danes, ko plačujemo račune, večino imamo trajnike, ali pa imamo elektronske račune, pa še vedno kakšno položnico dobimo po pošti. Bomo rekli agentu, da mi za ta mesec uredi in plača se račune takrat, ko morajo biti plačani. Pa bo agent to poskrbel. Danes bomo še vedno mi. Drug tak večja sprememba, ki jo vidim, da bo ta interakcija med banko in stranko se bo vedno bolj šla v smeri govora. Danes, če gledamo, govorim zdaj to nadaljavo, danes, če gledate mobilno banko, elektronsko banko, še vedno delate na način, da vtipkavate nekaj ali pa izbirate nekaj iz menija, se pravi, vnašate tekst. In to se dogaja že od takrat, ko se elektronska banka pojavila. Jaz sem bil prej še, ko sem jaz začel v bančništvu, leta 97 smo ravno v mojem sektorju dali prvo internet banko v Sloveniji ven. Takrat se spomnim, v Evropi je bilo 10 bank z internetom ven. Mi smo že 97 imeli tako banko. In takrat se je ta princip vzpostavil nekako, da si ti noter vnašal teksta sej najlažje. Danes vedno bolj gremo v smer, da ne bomo več vtipkavali, ampak bomo povedali, govorili. In danes, že če gledate, tehnologija danes obstaja, samo jo je treba še ustrezno potem upeljati v procese, da bo funkcionirati tako, kot mora. Če vi gledate, vidite, že danes se lahko s ChatGPT-om pogovarjate, ni potrebe več, da tipkate. Vzamete mobilni telefon in pogovarjate mu, rečete in vam on odgovori govorno. In tudi v prihodnje bo vedno bolj ta šla interakcija med banko in stranko nadaljavo, se pravi preko elektronske banke oziroma mobilne banke, da boste vi govorili, ne boste več tipka, kaj ne naredi.
in potem nazaj boste dobili pač sliko, pa še povedal vam bo kaj. Ne? Okay, zanimivo. Se pravi, gremo kar v prihodnost. Kaj pa se po vašem ne bo nikoli spremenilo? Ja, po mojem se nikoli ne bo spremenilo, da temelj sodelovanja med banko in stranko je zaupanje. Ne? Se pravi, stranka, komitenti banke bodo z banko sodelovali, če bojo banki zaupane. Če ne bodo zaupali, potem verjetno se bojo obrnili drugam. Ne? In banke v osnovi delamo na zaupanju zelo veliko. Ne? To, v bistvu mi se zavedamo, da je to temelj našega odnosa s stranko. Zato banke kot banke bomo vedno vlagali zato, da bomo krepili zaupanje, da bomo zaupanja vredne do strank. Ne? Tudi na tem področju se ne bo nič spremenilo. Tudi te osnovni principi bančništva bodo ostali enaki. Ne? Še vedno bomo potrebovali kredit, če bomo hoteli recimo kupiti neke dobrine danes, čeprav še nimamo dovolj sredstev. Ne? Če bomo imeli nekaj več denarja, bomo še vedno želeli investirati. Verjetno bomo še vedno morali elektriko plačevati, se pravi, da bomo plačevali položnice. Ne? Se pravi, te osnovne bančni posli, dnevno bančništvo bo še vedno več ali manj v osnovi podobno, samo način, kako ga bomo izvajali, se bo pomočno spremenil. Ok, super, odlično. Mogoče še za tako malo za hecno vprašanje, kater AI pa vi najraje uporabljate, če rečemo zdaj teh language modeli? Jaz praktično vse uporabljam, ki so. Vse? Ja. Aha, za različne zadeve? Ja, v bistvu tako je, ne. Opazil sem, in jaz res intenzivno uporabljam različne, opazil sem, da so določeni modeli dobri za nekatere stvari, določeni pa za druge. Ne. Naprimer, ravno zdaj, ta teden, prejšnji teden, ne, je prišel ta 5.2 ven, GPT 5.2 in sem ga začel uporabljati, ne. Ampak sem gotovo, da mi zelo dobro dela zdaj PowerPoint slide, pa Word dokumente. Ker prejšnje verzije, tisto, kar so naredili, je bilo neužitno. Zdaj le 5.2 je pa zelo dobro naredi. Super, super. Ampak slabo pa neke druge stvari dela, pa mi 5.1 boljš dela. Tako da uporabljam in 5.1 in 5.2. Potem sem pa ugotovil, da Gemini mi pa določene zadeve boljš dela. Pa uporabljam Gemini 3.0 Pro. Določene zadeve pa uporabljam Copilota. Tako da zelo odvisno od primera uporabe, katerega uporabljam. Naprimer, to, ko sem rekel za elektronsko pošto službeno, uporabljam Copilota, zato ker mi je integriran že noter. Tako. Tam ne moreš Gemini sploh, pa tudi če GPT-ja ne morem, ker ni integriran v moj Office okolje. Tako da, odvisno od primera uporabe. Zanimivo. Groka, ste kdaj kaj izpolnili? Ja, tudi sem ga sprobal. Uporabljal. Ne uporabljam ga pa tako intenzivno kot ostale. Meni je priročen, ker sem en izmed redkih, ki Twitter uporabljajo. Aha, to pa ja. Direkt za Twitter. Verjamem, ja. Super. Je super. No, kaj sem ješ? Hotel sem vas še vprašati, se vam zdi, da je kakšna tematika, ki bi bilo fino, da jo se še dotakneva v najnem pogovoru, preden zaključiva? Pa jaz mislim, da zelo pomembno vprašanje za vsakega od nas je, da razmislimo, kako smo mi, jaz kot Franc, pripravil na obdobje AI-ja. Se pravi, kaj bom jaz že dan začel delati, zato da bom pripravljen, ko bo AI prišel. Ker v bistvu, ko gledamo AI, v bistvu to je nova tehnologija, ki je tukaj in se bo vedno bolj razvijala in bo vedno bolj del našega vsakodneva. In seveda, čisto praktično je prvo vprašanje, a danes že sploh uporabljamo AI. Če ga, kje ga uporabljamo, zakaj ga uporabljamo. Drugo tako vprašanje, kaj bom jaz danes naredil, da bom svoje, če bi temu rekel, pismenost o AI-ju dvignil. Kaj konkretno bom jaz naredil zdaj v naslednjih 2-3 mesecih, da bom povečal svojo stopnjo pismenosti. Zato, ker zdaj prihajamo v tisto obdobje, da dejansko bomo mogli vsi bomo mogli postati bolj AI pismeni, če se tako izražam. Se pravi, poznavanje, razumevanje umetne inteligence, kaj omogoča, in pa tudi, kako jo uporabljati učinkovito pri svojem vsakodnevnem delu, bodi si v službi ali pa doma.
Ne, in to je podobno kot, če pogledamo danes, ne, pismenost. Ne. Ja. Pred 200 leti večina ljudi ni bila pismena. Ne. Danes si ne moremo več predstavljati, da lahko kdo preživi, če ni pismen. Ne. Ne vem, če rečemo tam v prejšnjem stoletju, v drugi polovici prejšnjega stoletja je bilo zelo, da moramo biti si finančno pismeni. Ne. Ja, ja. Če nismo finančno pismeni, potem imamo probleme lahko pri svojem finančnem položaju kot posameznik. Ne. No, zdaj pa prihajamo, no, potem je bilo internet. Ne. Ja, ja. Smo mogli tudi internet spoznati, kako ga uporabljati. Ne. No, zdaj pa pred nami, da spustim mobilne telefone, ker to smo vsi naravno, tako nismo zavedali, ne. Ja, ja. Pa smo že vsi začeli uporabljati, zato ker so tako intuitivni. Ne. Ja, ja. Zdaj pa prihaja AI, ne. In dejansko tle bomo tudi mogli se nekako izobraziti, kako to čim bolj učinkovito. Tako da, če bi za konec rekel, za vsakega za nas je zelo pomembno, da vsak pri sebi razmisli, kaj bo danes naredil, zato da bo svojo AI pismenost povečal, zato da bo jutri čim bolj uspešen, ker, in to je že floskola postala, ampak mantra. Ne, od vseh teh, če poslušate, od šefa Nvidije pa do ne vem, Microsoft, vsi ti veliki CEO-ti, si govorijo po vrsti, ne, da umetna inteligenca ne bo nadomestila človeka. Ne. To je tudi moje mnenje. Ne. Ja, ja. Bojo pa ljudje, ki bodo znali uporabljati umetno inteligenco, nadomestili tiste, ki je ne znajo. Ne. In to je tista nevarnost. Ne. Ja. Super. Zelo lepa misel. Jaz bi mogoče še tukaj dodal, da se zelo strinjam z njo. Umetna inteligenca je pa tudi en izmed najlažjih orodij v bistvu za uporabo, ker če ga ne znaš uporabljati, ne vprašaš, kako se ga uporablja, in ti tudi to pove. Ja, en zelo tak enostaven recept. Ne. Najlažje se učiš uporabe umetne inteligence tako, da jo vprašaš, da te ona nauči, kako jo uporabljati. Tako, tako. Vi jo lahko vprašate, pa vam bo povedala. Ne. Tako. Super, krasna misel za konec, dr. Bračun, najlepša hvala. Me je veselilo. Enak.